Martin, Tita in Zala, osmošolci osnovne šole profesorja dr. Josipa Plemlja, so se skupaj z učiteljico Alenko Branc-Demšar in ravnateljico Tanjo Müller konec septembra udeležili dogodka na Lampedusi ob 10. obletnici brodoloma čolna z migranti. V Sredozemskem morju je takrat ugasnilo 368 življenj. Tja smo se odpravili tam smo imeli ozaveščanja o migracijah na Lampeduso, v bistvu iz Afrike na Lampeduso. In tam so nam predavale različne organizacije in tudi že od prejšnji migranti, ki so pa zdaj tudi uspeli v življenju. Pa kakšna je bila to izkušnja za vas? Ja, zame je bilo zelo fajn je bilo. Čeprav so bile zgodbe tudi grozne, ampak ene so bile pa tudi potem vesele, so nekateri ljudje so uspeli potem v življenju, nekateri pa ne. Kakšne so pa tvoje izkušnje, kako si ti doživljala te zgodbe? Ja, meni je bilo v bistvu mi je bilo zelo zanimivo, ampak ko slišiš zgodbe o teh migrantov, preživelih, se pa tako počutiš malo, kakor da jih v bistvu ne bi privoščil tega, ampak pa si pa v bistvu zelo vesel, da so preživela. Katera zgodba se te je pa recimo najbolj dotaknila? V bistvu teh ribičev, ki so jih reševali, enih je zelo veliko rešil, pa je 4 fante tudi k sebi vzel. En ribič je pa najdel samo trupla, teh, ki so potonili. Dogodek, ki so ga poimenovali Evropa pravic, je pripravila nevladna organizacija Odbor 3. oktober. Poslanstvo odbora je doseči odprtje humanitarnih koridorjev in aktiviranje legalnih in varnih vstopnih kanalov za migrante, ki bežijo pred vojnami, diktaturami in revščino, ter zagotoviti dostojen sprejem migrantov na poti socialne vključenosti. Njen predsednik je Tareke Berhane, eden izmed migrantov, ki se je Evropo prebil šele v drugem poskusu leta 2005. Iz svoje dežele pa je pobegnil pred dosmrtnim vpoklicem v vojsko. Zdaj živi v Rimu in se zavzema za pomoč tistim, ki so bili tako kot on prisiljeni tvegati svoje življenje, da bi pobegnili iz dramatičnih situacij in poiskali zaščito v Evropi. Z dogodkom Evropa pravic so na Lampedusi želeli ozaveščati o tem, kaj se je dogajalo v zadnjih 10 letih. Po podatkih je v tem času življenje izgubilo 27.000 ljudi. V času pred dogodkom je sredi septembra na Lampeduso prispelo rekordnih 7.000 migrantov. Prostora za oskrbo pa je le za 400 ljudi, zato jih po 2 dneh na otoku prepeljejo na Sicilijo. Blejska odprava je sodelovala na skoraj vseh dogodkih, od okrogle mize, delavnice za učence, dijake, študente in učitelje, pričevanja preživelih in njihovih svojcev, pričevanja tistih, ki so preživele reševali, do komemoracije ob 10. obletnici brodoloma in glasbenih prireditev. Vse, kar so 3 blejski osmošolci izkusili na Lampedusi, so skušali v okviru Erasmus dnevov predstaviti in prenesti sporočila tudi učiteljskemu zboru ter učenkam in učencem na matični in obeh podružničnih šolah. Glavna točka je bila, da smo probali tudi mi jih ozaveščati in bolj pripraviti, kaj sploh so migracije in da se to dogaja. Tudi pri nas se lahko zgodi. Kaj pa so recimo tiste najbolj pomembne stvari, da jih vemo glede tega? Je, da so to samo ljudje, ki jim moramo tudi pomagati mi. Da ne glede, da so prišli iz Afrike, da so oni tudi ljudje in jih moramo spoštovati, morajo imeti enake pravice kot mi. A se ti zdi, da je pri nas še zelo veliko predsodkov glede tega, glede migrantov? Ja, predsodki so še kar, rabili bi jih pa odpraviti. Tudi tam je bila ena delavnica, ki so imeli predsodke in je vprašala vodja delavnice, kdaj mislijo, da so to govorili meščani in so v bistvu bili to 100 let nazaj, ko so Evropejci v Ameriko migrirali. Pa so bili enaki
komentarji, recimo kot so zdaj, ko pač prihajajo ti migranti. Kaj pa ti meniš o teh migracijah pri nas pa o migrantih? Mislim, meni se v bistvu dosti smilijo te ljudje, ker v bistvu hoče samo boljšo prihodnost in so tudi Evropa prišli zato, da bojo lahko boljše živeli, ne. Čeprav so jih v Afriki v bistvu vzeli denar, oni so rabili veliko narediti, da so v bistvu lahko prišli do Evrope, pa čeprav pač niso pa vsi preživeli. Ja, kakor je Martin rekel, da so pač migranti tudi ljudje in da jim moramo pomagati, vsi se pač ozaveščati o temu, da imajo težko življenje in pomagati pač o temu, da to spremenimo. Vsaj poskušamo. Meni se zdi zelo pomembno, da se v bistvu zavedamo mi, kaj imamo, a ne? In da imajo oni v bistvu so imeli v enem trenutku veliko manj in da tudi v Afriki, a ne? Ali pa čez kjerkoli so že prišli, da so tam verjetno imeli pač veliko slabšo preteklost, pa veliko manj stvari. Da v bistvu širimo, da te slabe govorice pač da niso resnične, da recimo migranti tudi ne bojo vzeli služb ali pa tako recimo in da so pač, da je tudi njim težko. Zgodbe pričevalcev so se vseh globoko dotaknile, prav tako pa tudi komemoracija, ki so se je udeležili in je potekala 3. oktobra ob 3:15. Ob tej uri je pred 10 leti potonila ladja, na kateri je bilo več kot 500 ljudi. Življenje jih je izgubilo 368. Srečanje s takrat preživelimi ni zaznamovalo le naše mlade sogovornike, ampak tudi njihovo učiteljico. To je bila zelo ena močna izkušnja. Dogodek je zajemal različne stvari, od delavnic, predavanj, muzikal je bil, nastopi, koncerti, potem pričevanja teh preživelih njihovih svojcev, komemoracija po noči, tako da mene je to kar čustveno kar tako zadelo, a ne. Tako da je bila močna izkušnja, ampak sem hvaležna za to. Pa imate recimo po tej izkušnji občutek, da se stvari kaj spreminjajo na boljše, da je upanje, da se bo to le nekako uredilo, sicer tekom let, ampak ali? Ja, upanje je. Polagamo vse upe na mlade. Danes smo imeli tudi predstavitev za 7., 8. in 9. razrede, tukaj na matični šoli, pa na podružnici tudi, tako da oni imajo te niti v rokah. Tudi smo nekako rekli, ne, da bi bilo, kakšen svet si želijo. Je pa, kot so nam povedali, tekom 10 let, odkar je bil ta velik brodolom, stvari niso bistveno drugačne, a ne. Države se otepajo beguncev, begunci imajo velike težave, da sploh pridobijo potni list, da grejo sploh lahko v šolo, da grejo na delo. Jih selijo z enega kraja na druge in ko spoznaš tako osebno, a ne, te zgodbe, te pa res, ko bereš, se mi zdi, da je vse oddaljeno, ko pa tam vidiš človeka, ga gledaš v oči, je pa to res druga izkušnja. No, vi ste zdaj omenili, a ne, da ste povpraševali mlade, kakšen svet si želijo. Mogoče smo to vprašanje prej pozabili, pa vas zdaj vprašam, kakšen svet si pa vi trije želite? Ja, v bistvu, mislim, dobro bi bilo, da bi bil pač brez migrantov, da bi se vsi dobro počutili. Da bi imeli v bistvu vsi enake pravice, ne? Pa da noben ne bi bil pač prikrajšan od nečesa. Ja, kakor sta povedala, ampak zato bi ona rabila spremeniti veliko stvari. Pa misliš, da je to v vaših rokah oziroma še bo v vaših rokah? Ja, upajmo, da bo. Smo pa tudi. Najlepša hvala vsem. Hvala.